Ja, se res, smo tudi telefon ugasnili. Ok. Čakaj malo. Da pošljava. Si? Čakaj. Jo. Takole, dame in gospodje, predno predstavim mojega današnjega fantastičnega gosta, ki bo snemal to, kar snemam jaz, istočasno, da bomo imela dvojne in trojne kadre. Se moram zahvaliti seveda mojim krasnim pokroviteljem, optiki Javorniki Slovenskih Konjic, ki dela najboljša očala na svetu, in dol v opisu pod video imate link do njihovega Facebooka, tako da pejte tja in si izberite najbolj cool očala in tista očala, ki vam najbolj pašejo. Zdaj pa, predno jaz povem, kdo je z mano, in predno jaz povem, zakaj smo tu, bi jaz rad, da ti mene napoveš, tako ti napoveš te svoje breakerje, in bom jaz potem uletel noter v sceno. Dej, kao da sem jaz zdaj nastopajoč in ti me napoveš, da te vidimo. Jo, zdaj pa napovedujem. Čakaj, da je to malo bolj živahno. Ja. Danes se ne dela zjutraj. Ok, to je res. Dragi gledalci in gledalke, zdaj pa legenda slovenske erotike, Iztok fucking Gartner. Lej, si dobro rekel. Ja, torej, hvala lepa. Torej, dame in gospodje, z mano je, pa ste zdaj vi to, človek, ki si je v Sloveniji izmislil hip-hop in breakdance. Človek, ki je breakdance plesal že v maminem trebuhu. Človek, po katerem so posneli filma Breaking 1, Breaking 2 in Beat Street. Profesor, original gangster. Človek, brez katerega Slovenija sploh ne je vedela, kaj je to fucking breakdance. Nekdani član kultne skupine Two Brothers, veliki ljubimec, playboy občasni, nekdani, in pa seveda en fajn možakar, ki vsako leto sodeluje tudi na Break the Floor spektaklu v Celju, kjer je voditelj. In jaz sem zelo navdušen, ko ga prijem včasih gledati, ker meni je večina voditeljev zelo slabih, on je pa dober in sem mu zadnjič rekel, stari moj, ti si skoraj tako dober kot jaz. Dame in gospodje, z nami je Samo Polutak Kos, a.k.a. OG Samson. Servus. Hvala za povabilo. Sem se kaj zmotil? Ja, veliko. Kje, da bo račist, kje sem se zmotil? Absolutno smo vsi mi začeli zaradi filmov, katerih si napovedal, Breaking 1, 2, Beat Street, Wild Style, Style Wars. 83. leta, po mojih nekih podatkih in spominih, smo vsi skupaj takrat začeli s tole breaking sceno, a.k.a. breakdance, kot ga Slovenija pozna. Te moti, če je moti? Ne, sploh ne. In v bistvu za vse to je bil kriv pokojni Tomaž Ambrož, bivši lastnik plesne šole Urška, ki je vletel model iz enega, kakor se spomnim, takrat sem bil otrok, podatke, da je bil na nekem aerobičnem festivalu v Münchnu in je dobesedno kupil videokaseto, bile so še ta stare, veš, beta sistem. Ko si mogel obračati, ali kva? Ja, tako. Video. Bravo, ja. In potem si dal tako noter, pa si pa zaprl, pa si play, pa revert, pa v glavnem naprej nazaj tam vrtel. In se spomnim tistih prvih treningov takole v Kazini, in tako smo vsi tam začeli, Kazina je le mama vseh naših zdajšnjih plesnih šol, pa France Marold, folklorna skupina, pa še parih je bilo teh starih, ki jih danes skoraj da ne obstaja, razen Kazine. No in potem je ta generacija, kot Aljoša Rebolj, znan fotograf danes, pa občasni igralec. Igralec tudi, pol David Sluga, ki je danes zelo uspešen. Odvetnik. Sluga je tudi breakdance plesa ful, Ja, poleti v školki je pokazal, kaj zna, Tako. Bravo, pol je stari. pokojni Tugo Štiglic naredil kultni slovenski film Poletje v školki, kjer smo imeli vsi mi neko čast, da smo noter igrali. A tam si tudi? Ja, sam smo mladi, Potem sta Mare in Jana Sedej, dvojčka, če se spomniš drugega dela, potem je Primož Longika, Gregor Legiš, Max Nagode, to so neki prvenci slovenske ali
takratne Jugoslavije. Zdaj, sicer mi nismo vedeli, kaj se tu dogaja, recimo v Srbiji ali pa na Hrvaškem ali pa v Bosni, ampak nekako imam nekje po spominu, da smo bili eni izmed prvih tudi v Evropi. Celo v Evropi? Ja, tako. Zdaj zelo veliko raziskujem, se pogovarjam z OG, z mojimi kolegi, sicer sem jaz med mladšimi. Tako da to je edina stvar, ki se mogoče malo zmotil. Je pa res, da pol v neodvisni Republiki Sloveniji, se spomnim, takrat je break padel, glasbena scena je šla v tehno, v rave, do nekje leta 95, takrat sem jaz, se spomnim, prišel iz Amerike in sem začel poučevati hip-hop, breaking nazaj, no in tisto leto, udar, glasbeni spot, Jason Nevins, featuring Run DMC, It's Like That. In moj prijatelj Kuđo začne noter breakati ta z košato frizuro, ki je tudi član ekipe Liberties, ki so crew, kateri imajo življenjske okončine poškodovane, ali pa kakorkoli. Abilities, pardon, popravljam. Imam tudi njihovo zapestnico, No Excuses, No Limits. Bili smo zdaj pred kratkim v Slovaškem. No in je on v bistvu z nekim trikom tam v tem videospotu prerodil breaking. Sej break je obstajal, ampak ljudje... Ni bil mainstream. Ja, ni bil takrat mainstream, govorimo od 89 do 95. Dogaja se en zelo velik tekmovanje, ki se imenuje Battle of the Year v Nemčiji, in tam se je v bistvu vsa ta smetana zbirala. Čujem pa, preko si omenil poletje v školki, se spomniš ti, ta je ta neka dilema, jaz sem pa to raziskoval, ker sem se pogovarjal s Tomažem Kozlevčarjem, bivšim, zdaj žal bivšim Newswing kvartetovcem in dolgoletnim članom. On ima takrat eno skupino in noter igra en rap komad. Zdaj meni z glave je ušlo, kako se je ta skupina imenovala, ampak to je bil prvi slovenski rap komad, se pravi še pred Koširjem, še pred Alienom, za kar zelo malo ljudi ve, in mislim, da v enki ali dvojki je imel Kozlevčar skupino in je avtor prvega pravega slovenskega rap komada. Če sem iskren, nimam pojma. Nimaš pojma, ne? Mislim, da boš ti pomagal ta misterij razrešiti. Ne, ker se nisem nikoli v to poglabljal. Itak, ker sem bil tam zelo majhna stranska vloga. Pa si se zaljubil v Štigličevo Kajo? Pa se kdo se pa ni. Jaz sem jo klical, številko sem dobil, ker čas so bili imeniki, in sem lahko šel pod K in sem videl Štiglic, Tugo Štiglic, oče, in pokličem in ona reče, ja, prosim, jaz sem posnel to na kaseto, audio in jaz prekinem. Sem se ustrašil, reči, je bila moje mokre sanje. V bistvu mi je skupaj z Samantho Fox, pa s Kim Basinger mi je nedolžno so vzela Kaja Štiglica. Kaja, če tole gledaš, s tabo se je vse začelo. Ja, Kaja trenutno živi v Chicagu, zelo uspešna. Kaja je bila nek idol. Idol generacije. Tako, kot Davor Božič, pa kaj že bil tale pevc Miki Šarac. Miki Šarac. Oni so bili takrat, zaradi filma so dosegli neko ciljno publiko, so bili zelo popularni, bili so neki idoli. In se spomnim, ko so pol poslu po šolah so hodili, turnejo smo imeli, bravo. No, pa se je pa to spremenilo, razpad Jugoslavije, gor dol, levo desno, nastale so plesne šole kot je Urška, pa Bolero, pa tako naprej. No, pa se je pa to začelo razvijati z mano, ker sem... Ampak če smem zmotiti, ni zanimivo, da je bila Slovenija dejansko pobudnik breakdance revivala, če gledaš, pa da je Slovenija v 80-ih, ko so bili te breakdance filmi najbolj popularni v ZDA, da je ujela ta val, ampak da tako si ti razlagal, da dejansko ste bili eni izmed prvih v Evropi, morda ali v Jugoslaviji, bivši kakorkoli, da je ravno to pri nas, ki smo ponavadi znani kot zaplankan narod, ki smo za luno, breakdance bi mogel priti šele v naslednjem tisočletju k nam po logiki, ampak dejansko si ti in te tvoji kolegi, ko si jih naštel, ste dejansko zaslužni, da temu ni tako in da ste ujeli
da ste ujeli ta trend ameriški in to mi pove, no, kako je možno, da so bili Slovenci takrat tako napredni, ker pregovorno smo znani potem, da smo kontra temu. Ne? Kako vam je to uspelo, da ste ta trend ujeli? No? Kako je to možno? Po mojem glih zaradi tega, ker se najbrž vsi Slovenci, ki vsaj malo spremljajo medije, vejo, da smo slovenski narod zelo močno plesen narod. To pa drži, ja. Imamo v eni organizaciji veliko svetovnih prvakov in nekako vsaka plesna šola danes v Sloveniji skoraj, da že ima nekega svetovnega prvaka, kar pomeni, da se v neko kvaliteto vlaga. Govorim v druge discipline. Pa Nika Klun, recimo naša, ne, ko je naredila v tujini. Ja, Nika je moja učenka. Tvoja učenka? Ja. Čakaj. Resno. Svaka čast. Ja, Nika Svaka čast, stari moj. Je bila stara 2 leti, ki je v bistvu že znala ful enih trikov, tehnik. Si videl, kdaj je večji talent od nje? Nisi, ne? Sem. Si bili še boljši? Ja, če govorimo svetovno, če govorimo po Sloveniji, sem pa v bistvu bil tudi eden zelo močnih pobudnikov pri njenih starših. Sploh polk je začela odraščati, sem ima vedno govoril Jani pa Zoranu, da bi bilo fajn, ne, da pač pošljeta Niko v Ameriko. No, zdaj pa itak vemo, kdo je, kaj je. Norija. In jaz sem ful ponosen vsakič. Mislim, pa imamo že ta Škrubeta, ne. Ki dela s Chris Brownom, pa dela še s kakšnimi drugimi. Ta je tudi mojster, ja. Ja, balkanskimi zvezdami. Mi pol imamo še par njih po svetu, ki se jih ne toliko omenja. Ampak tako kot sem že prej napovedal, sej v slovenski ples se je vedno vlagal. Najmanj se pa vlaga v breaking. In hvala Bogu, jaz pa Dejan Gregel, naš prijatelj. Ja, Celjan. Ki organizira to, ko sem prej omenil, ta Break the Floor. Mega spektakl vsako leto in s čije krize to, da to vsako leto gre skozi in se matra. Ne? Ja, res je in sem vesel, da je tukaj v Celju, da imate v bistvu ta dogodek. Vsako leto se ga razveselim. Hvala tudi njemu, da me vsako leto povabi. Je pa tako, ne, zdaj smo itak naredili en hud brand z mojim kolegom iz Francije, pa z partnerji Extreme, ki so znani po odbojki na vodi, potem veliko teh prireditev, kot je Goni Poni na Vršič, pa tak Extreme marketing. Smo naredili pač World Kids Breaking Champion in smo dejansko postavili Slovenijo na zemljevid sveta in istočasno je meni cool, zato ker imamo mi to 1 mesec vnaprej in tukaj pomagam, bom rekel, tudi pri najavi dogodka Dejanu in se vidi. Pač Dejan mi je všeč zato, ker je tak real, brez invitationov, brez nič, tako kot si rekel, Kriščije. Jaz sem že dostikrat tudi povedal in če kdo iz občine Celje gleda ta podcast, bi prosil, da tega fanta in njegove projekte, prosim, resno podprete, tako kot Mestna občina Ljubljana podpre te dogodke. Mislim, da se splača, kajti s tem tudi Celje pridobiva na inovativnosti in pa prepoznavnosti. Ker vse zadnje, moraš vedeti, to pride iz nebroj držav. Pridejo. Mislim, da je imel Dejan še celo okrog, pa ne mi zameriti, da mi ne bo zameril, ampak mislim, da je bilo nekaj 30-40 držav. To so države, niso samo evropske države, to so eksotične države, kot cel svet. Ja, letos je imel iz Venezuele, potem je imel lani Skoreje, Lil G je bil tukaj, legenda, moj zelo dober prijatelj, in Dan iz Ukrajine, sodnik, in če kdo je bil že tret. V glavnem, fant se res matra in vsakati čas Dan, da se ne bi ustavil. Jaz te vedno in te bom podpiral. Samo, predno bomo šla na te aktualne zadeve, moramo še malo nazaj skočiti. Ta breaking film, ko se ga spomnim. Jaz sem fan tega filma, jaz ga znam na pamet. Turbo, Ozone, razumeš, na koncu, ko reče who's next, pa reče ta Ozone Street Dance, razumeš, in jih prefuka tam vse. To mi je bilo noro in jaz ta film, po zaslugi tega filma, mislim, da sem jaz takrat tudi padal noter v hip-hop, v breakdance in vse. In ta glavni igralec, Adolfo Quinones, je žal pokojn, on je bil velika legenda, on ta drugi je še pa živ, Chambers. Ampak hočem reči, ta film, si imel ti kdaj možnost
spoznati te res velika imena, mogoče celo koga z tega filma, z kakega druga filma, ker ti si po celem svetu potuješ, ne? In ti ljudje, vem, da so bili poster boji, breakdansa, ampak si imel to šanso kdaj koga spoznati. Imel sem to čas, da sem bil member Rocksteady Crew. Rocksteady Crew. Ja, mislim, da veš, o čem govorim. Ne bom nič rekel. Bil sem tudi v New Yorku velikrat, še celo lani, septembra, ker sem sodil ameriško prvenstvo, pa Undisputed, en izmed največjih breaking eventov. V bistvu me nekako inače s temi ljudmi. Se pravi, da imaš ta imidž, ker jaz te gledam, lahko reči, da je samo naklada, pa pretirava, pa misli, da nekaj je, pa v resnici ni, ampak ne, prijatelji moji, zdaj kdo njega sledi, on dejansko objavlja dosti iz teh svojih potovanj, ampak ti dejansko res potuješ po celem svetu in vedno gledam te tvoje posnetke in videe, posod si zraven, pa si zraven na tem prvenstvu, pa ne samo kot nek novinar, pa nekdo, ki tam slika od zadaj, pa se skrije. Ne, ti si sodnik, ti si gospod. To moram mi da vedeti. In koliko ti je pa to ratalo? No? Ker si tako dolgo v tem poslu, ker si tako dober učitelj, ker si tako dober sodnik, ali ker enostavno si skozi ta leta ta respekt dobil, da te dejansko ti si Slovenije, pa te pokliče nekdo z Amerike, čujte, gospod Samo, bi prišel na našo prestižno tekmovanje in bi bil tam sodnik. Ob vseh možnih sodnikih po celem svetu se oni spomnijo na tebe. To niso male stvari v tem poslu. Zdaj je to tako. Jaz vam to zadevo rad. Res vlagam, cela moja družina, sicer zdaj bivša, zdaj hčere živijo pri meni. Vedno sem imel podporo, tudi mojih staršev in tako. Nekako sem imel to srečo, da sem se vedno sam odločil, kaj, kako, pri kom ali s čim. In sem resno vlagal v te zadeve. Se spomnim, ko sem začel z dogodki v Sloveniji, bil sem prvi. Je bilo vse tako, samo probava, gor, dol, levo, desno. Itak sem imel kar nekaj hejterjev, nisem mi prvoščal, se po mojem še danes obstaja. Imaš zdaj, ja. So zrasli s tabo. Za tega vsem hejterjem, I love you so much, peace. V bistvu je tako, ko vlagaš in se držim tega reka, če daješ, tudi pol nekaj dobiš, je pa tako, da statistično gledano sem bil sam presenečen, da sem eden izmed boljših sodnikov na svetu. To so ti prav uradno, so ti rekli. To obstaja, to imaš neko platformo, kjer imaš noter procente, kako ti ocenjuješ, in jaz sem dostakrat tako med 97% in 100% pravilnih odločitev. In glih ni dolg nazaj, to mi je kolega iz Grčije povedal, ki je tudi sam eden izmed boljših, in rekel, Samo, se ti sploh zaveš, da si med top 5 sodnikov na svetu. Kar pomeni, da me rešuje to, da se z mojimi učenci udeležujem teh velikih tekmovanj. Veš tudi, da sem bil v Parizu. Na to bomo prišli. In mi je bilo tako, res mi je bilo v čast slišati to od sodnika, ki je tudi na tej lestvici, od dveh v bistvu. In sem rekel, ker se v bistvu sploh nisem zavedal. Pa sem pa pregledal stece, te statistike. In sem bil tako, sem rekel, ok. Všeč mi je da nisem politično naravnan. Ne glede na to, je to moj učenec, je to moja učenka. Pa z drugih držav, naprimer. Včeraj smo imeli Hero 10 v Sloveniji. Veš, da je Hero 10? Si me najdo, ne? Ja. MVP olimpijskih iger je bil včeraj iz Japonske v Ljubljani na Breaking Point eventu. Ti imaš veze s vsemi temi ljudmi, imaš ti dejansko veze? Ne, on je v mojem timu, tako kot Tilan, Formula Score, ki je worldwide team. In smo trenutno ena najhujših konkurenc Red Bull All Star. Ampak čakaj, ti si začel kot plesalec, dejansko tudi. Ja. Pa si bil dober? Oziroma, koliko dober si dejansko bil? Jaz sem gledal neke te tvoje stare posnetke, dober si se movil. Res, da nisi tek salt pa tega delo, si bil bolj ta stoječi electric boogie stil, ampak si bil v špici takrat, ali ti je zmanjkalo kaj? Ne, jaz sem imel eno obdobje,
glih tega brejka, pa to, pač v Jugoslaviji sem brejkal. In nisem bil slab, bil sem med boljšimi, delal sem power movie so windmilli, tako naprej, swipesi, flarei, itd. Pol pa nekak stresno življenje me je pripeljalo do tega, itak si mlad, raziskuješ. Sem tudi istočasno delal zelo veliko na poppingu, to je to, kar si ti omenil, Electric Boogie, po evropsko se pač to imenuje Electric Boogie, čeprav original dance is popping, pa sem imel ta hip-hop stand-up. Ja, ne vem, če ti to pove, da sem bil, ne vem, koliko svetovni prvak, pa evropski prvak, pa tako naprej. Sprav, pa nisi bil za nič, ne? Ja, pa je, da ne. Zdaj... Nekaj sem čekiral, veš, pa ta ti ploskajo neki, pa zdaj na vrsti to, pa te vidi neke vrstitve, tam gor sem videl, ampak veš kaj, to pogrešal sem to, da bi se po tleh metal, ne, pa vrtel. Ja, vežal sem se letos v Teksasu, zavrtel parkat in sem dobil tako res respekt, ne, ker sem pač povedal, da jaz od leta 96 ne brejkam. Ne brejkaš, ne? To, če danes pogledaš, to je skoraj 30 let nazaj. In je pa to zanimivo, imam pa učence toliko dobre, zdaj odkje to znanje tega učenja, ne. Je pa glih to, da sem sam doskrat tudi nasrkal, ne. In nazadnje sem brejkal v Bolgariji, no, ker smo imeli showcase Judgy po Teksasu. In mi je rata, sicer je bilo pol tako, veš, 14 dni bolniške. Verjamem, zdaj te hotel vprašati to, ja. Ampak ja, zdaj par 50-ih, je to tako, je velik stretching. Ampak čuj, če gremo v sam ples, recimo, ne, predem gremo potem na olimpijske igre, recimo, jaz sem laik, ne, ampak dobro, pregledal sem dosti filmov, dosti nastopov, gor dol, ne. Eni so res te akrobati, ne, eni so te poperi, ne? Eni so prav ritmično, gor dol, levo, desno, ampak kaj sem včasih pogrešal pri teh plesalcih, ne? A veš, da on pride, kot da muske ne posluša in se začne nekaj zverati, skakati gor dol, koliko se ploska, ne? Ampak jaz sem bolj občudoval tiste, ki so prišli z movingom, ne? Ki so po ritmu plesali, nigali, ne? Te so bili dobri, oni so mogoče bili boljši tehnično, pa tudi mislim, da so celo premagali tiste druge, ampak meni se zdaj smešno, da on tam pride, neki skače, pa začne pa plesati, ne? Kot da muske sploh ne bi poslušal, no? Kak je s tem? So to kakšne prvine, tako pri drsanju, ki jih moraš narediti? To je fora, ne? V sodniškem sistemu imaš ti dobesedno narejen sistem, ne vem, 20% musicality, 20% dynamics, 20% originality. Pač te sisteme imaš postavljene. In jih mora narediti tekmovalec dejansko. Mi to na VKBC, World Kids, uporabljamo, End-8 system, Trivium system, Freefold system. Pač nekje imaš 3 gumbe, nekje jih imaš 6. In pač vsi te detajli, mislim, da je to glih, kar si pač prej navedel, da gremo na olimpijske igre. Mislim, da je bila to edina napaka na olimpijskih igrah, da ljudje, recimo Rachel, Reagan iz Avstralije, ko so se režali vsi, ne? Ja, ampak dansko ni slaba, ne? Jaz sem tukaj se postavil za njo. Mislim, veš kaj, tisk folk je tudi delil samo neke delčke vmes, mogoče ni delil cele zgodbe, ampak to je postal dejansko posmeh in je naredil tudi slabo reklamo, breakdance, če gledaš. Je zelo, po drugi strani smo se pa mi mogli postaviti za njo, ker je to ta spektr, o katerem mi govorimo, originality. Ona je iz Avstralije. Ne strinjam se z njenim izhodom, ampak jo moram pa podpreti, ker imamo mi ta spektr originalnosti noter. Ničkoliko krat je kdo prišel, ne vem, pa je naredil iz Japonske nek samurajski ali pa martial art trika, ne? A zdaj za tega pa ti smešen, ne? Dobar, pa nam bi bilo mogoče res malo smešen, če bi mi s polko začeli. Ampak naradi noši, da bi je prišel plesati. Ampak lahko bi, mislim, vse je spet odvisno, kako ti to zapakiraš. Ja, in to je ta spektr, katerega smo vprašali. Mi imamo neke sisteme, po katerem mi to sodimo. Je pa večji problem politika. Zdaj pa isto Gartner paš, ne, pa kar direkt, pa se ti, ne vem, polomaš. Jaz nikoli kot sodnik, če vidim, da ne pleše po glasbi, že, če pa dobim equal dancer, enakega, pa imam pa problem. Pa on pa res gleda tiste majhne detajle,
pa pač po gumbih stiskati, pa premikati levo, desno, zato da vidim, da so tako, ker to so nični detajli, to je 0,33% razlike. To vidiš recimo ti, like to ne more videti. Ja, in tukaj pač imamo mi za to sistem, zato je meni to lahko. Je pa res, da sem pa rabil dosti prakse. Ti, koliko je pa kaj poškodb, recimo, v tem breku, predno ti priješ do stopne, da nimaš več poškodb. Se polomi veliko, tako kot čas, ko gledaš koga, pa tudi gimnastičarja, baletnika, na vse zadnje karkoli, pa tudi akrobatski rock'n'roll, ko jih po luftu mečejo. Zdaj to vse fajn gleda, ampak kaj je, da je on prišel do tega, se je mogel parkrat polomiti ali ne drži to? Je imel talent že v štartu? Ne, za tega obstajamo mi trenerji. Mi trenerji nekako... Da mu poveš, kaj ne sme, kaj lahko. Mislim, nekako ti vodiš ta proces ali pa progres skozi učenca. Itak, ne vem, jaz imam pač to navado, da analiziram, kakšne gibalne sposobnosti ima, koliko je močen, a ima vrat močen. Ja, poškodbe se lahko naredijo. Normalno. Poškodbe, ne? Mislim, lahko pride do zloma, ampak to je zaradi nekoga, ki naredi to po svoji lastni napaki. Ne vem, ampak jaz nisem videl. Enkrat v življenju sem doživel zlom. Samo enkrat? Samo enkrat sem doživel zlom, ampak sem pa doživel kakšen zvin. Ne? Vse plešaš, zviješ, gležen. Ne vem, imaš ljudi, ki delajo stvari na zapestih in mogoče zdaj, ko je mlajši, on tega ne bo čutil, ampak pol z leti pa bo, zato ker ni pravilno ogreval. Potem imamo poškodbe zaradi udarcev, tako poškodbe, da boli. Prav po vsakem prvenstvu imaš podplut bez iher. Tako je, vse ti, ki se učiš windmilla, helikopterška, ponovadi vsi na začetku, dokaj ne dobijo tistega občutka spuščanja, da gre mimo boka, jaz sem imel čist plave boke. Verjamem. Ampak pol, ko se navadiš, pol, ko pridobiš to tehniko, zaradi tega svojega gibanja, da se izogneš. Zato tega mi rečemo vsake stvari trening. Isto pri basketu, isto je pri košarki, pri smučanju, pri gimnastiki. No, pa če gremo zdaj na olimpijske igre v Parizu, na ta zelo glasni, prvi, premjerni, da je breakdance postal dejansko olimpijska disciplina. Zdaj, meni osebno je bilo to fantastično, ker sem pač fan te zadeve. Enim je bilo pač interesantno, eni so se bunili, da kaj se to dogaja, da pa naj bo še, ne bojo ostali plesi, naj bo še, ne vem, so se pa izmišljavali že razne bedarije. Kako si se ti počutil, oziroma če si pričakoval, da bo pa ta tvoja strast nekoč res prišel na olimpijske igre in seveda ti je bilo kaj žal, da to ni bilo takrat, ko si ti plesal, pa bi mogoče ti postal, ne vem, olimpijski prvak. Lej, jaz bom tako rekel. Absolutno sem zelo vesel, bil sem tam, doživel sem nekaj najbolj fantastičnega in najboljših dogodkov, bil sem del olimpijskih iger, videl sem tudi druge športe. Meni je bilo to v bistvu zadovoljstvo res nepopisljivo, ker sem vedel pred 40 plus leti, ko sem se začel s tem ukvarjati, da mi pripadamo olimpijskim igram. In to smo pač doživeli prvič 2018 na Youth Olympic Games v Argentini, Buenos Airesu, ker je bil breaking za ta mlade prvič objavljen. In je požel kar zelo visoko gledanost in tudi zadovoljstvo. Ja, pomamo ta del ljudi, katerih mi imenujemo underground. Dragi ljudje, tudi jaz sem bil underground. Brez undergrounda in brez komerciale pač ne gre. To je moje mnenje in obratno. In mi smo kultura. In zakaj ne bi bili šport? Mi izhajamo iz... Si bral kaj komentarje, nekaj so bili, da kaj se grete, to so bebci, to zna vsak, neki, bla, bla, bla. Kdorkoli bo obsojal naš event World Kids, jaz bom rekel tako. Jaz sem vesel, da mene občina Ljubljana in iFeel Slovenija, Turizem Ljubljana, pa še par teh velikih sponzorjev podpira pri tem dogodku sredi Ljubljane na Kongresnem trgu. Lepo si vabljen drugo leto, zdaj še ne vemo, v torek bomo videli, kateri datum bo to konec maja, zadnji maj, zadnji vikend v maju ali prvi vikend v juniju. Lej, mi to delamo za razvoj.
Mi hočemo, da se čim več otrok ukvarja s tem, da imajo neko prihodnost. Lej, breaking ni samo tekmovanje na olimpijskih igrah, tlele so videospoti, sodelovanje z velikimi zvezdami, če si enkrat. Dajmo primer, Nika Klun. Delala cel življenje, investirala v svoj čas v to, danes je zvezda, danes živi od tega. Jaz tudi živim. Meni noben bo rekel, da z breakom ne moreš preživeti. Lahko preživiš in to dobro. Samo moraš vlagati svoje stvari. In zdaj, če se vrnem. Ja, hip-hop, 4 elementi, breaking, MC, DJing, grafiti. Hvala Bogu, da je saj en element svetovni javnosti predstavljen, kjer brez ostalih 3 ne gre. Imeli smo DJ-ja, imeli smo MC-ja, bili so grafiti. In to je bilo v Parizu. Jaz ti povem, pa se bom po tvoje zdaj izrazil. Zame je bil to ti zadovoljivi orgazem mojih čustev. Jaz, ko sem bil tam noter, jaz sem bil 5 metrov stran od scene z ameriško ekipo. Počak, ti si bil tam kot kaj? Kot pomočnik, trener, parim državam. Slovenije ni bilo tam, ne? Bila? Ne, jaz pa Tilen so bila, ker smo delali za Slovensko hišo velik program, smo imeli predstavitev breakinga, imeli smo tudi tekmovanje proti Francozom, ki smo jih premagali. Kaj pa to? Dobro, kaj pa to? Ja. Jaz sem bil zelo ponosen, bil je Naki, bil je Tilen, Viktor iz Slovenije ima talent, naš priseljen zdaj Slovenec. To sem videl, da je govoril, da si ga ti učil. Skot je on iz Ukrajine, iz Kijeva, potem je bil Jon Ličan iz Ajdovščine in pa Gašper Dimnik. Pa zakaj pa niso protekmovali? Žal je huda konkurenca. To je bil problem. Edini zdaj trenutno naš kandidat za naslednje olimpijske, če se bojo zgodile. Los Angeles. Ja, je Tilen Grašič, trenutno uradno ne bodo. Zdaj se dela neka peticija, na novo se lobira glih zaradi določenih. Kaj so ga skenslali? Breakdance Venice? Ja, tako je že po prvem letu. Ja, zaradi naših lobijev, zaradi organizacije VDSF. Slišal sem marsikaj v ozadju, da je bilo nekaj narobe. Ne vem, ne bom nič trdil, veš kaj, rekla, kazala, tako da ne bom trdil, kaj je dejansko zares. Se pa borimo, da bi to obstal, ker nam je to smešno zdaj, recimo v Parizu, v Mami, kjer se je pa to ustvarjalo v državi, pa ni. Ampak zagledati je fajn. Zagledati je fajn to. Ampak mi imamo naprej. Mi imamo 2026 Youth Olympic Games, Senegal, Dakar, tam bomo imeli Slovenca 100 posla, pa 4. Potem imamo pol LA, potem so spet Youth Games in pa Brisbane je zelo velik kandidat, da bo tam. Ti, in kak je bilo, kak je bilo, eno je zdaj gledati olimpijske igre doma, eno je biti pa tam, daj mi povej. Pa si videl, kak je te kakšne športnike, si videl Toma Cruza, ko se je spustil dol? Ne, moram pa koga si videl? Kak je bilo, daj mi povej. Videl sem našo rokometno reprezentanco v slovenski bajti, ful dobri fanti, bravo Uroš, za vse, kar ste naredili, odbojkaši, Rok Možič. Te ti škoda, ko so tako dobri, mi je šlo, pa so pa eno tekmo zgubili in bilo konc, je šlo pa na izpad. Glej, vse smo vsi bili žalostni, od Roka Možiča, oče, Pero Možič je moj zelo dober družinski prijatelj in tako da pač te fante poznam Vinčiča osebno, smo prijatelji in par komentašev. Janjo sem doživel. Je rekla kaj za mene, Janja? Ne, si vprašal kaj, ne? Ne, žal. Potem sem bil prisoten, ko so bili... Zdaj si Janjo omenil, zdaj malo bo tihne, zdaj se moram malo, čakaj, da malo zvizualiziram tole. Ko ona pleza gor, pa... Nič, kaj povej. Ne, čak, smaž. Je benti še, sam je lepa, veš? Ne sem, da je vrhunska, še lepa je, ne? To je redko, veš? Ja, jaz sem bil kar tako skozi tam v hiši tistih par dni in sem videl pač, še celo mi vsi Slovenci smo šli v srbsko hišo navijati, ko so Srbi igrali pred Američanom. To je bila po tvoja beseda, ludnica. Ludnica, ja. Brat, mi, ko smo tja leteli, meni je bilo to noro, a veš, ta srbska kri, a ne, pa to navijanje, pa pol Slovenci, ki se kar zbudimo, a veš, kar ratamo in ta feeling,
Pa tam, ko sem se, ne vem, sprehajal, pa Brazilci, pa Taipei. Pa kakšni so ti ljudje, recimo, ki večina ljudi jih pozna samo z televizije, pa ko daje kako izjavo za medije, pa niso ravno govorci ponovadi, ne. Kakšni so pa, ko so sproščeni, ko so takle, recimo, ko Za Slovence. Ja, te športniki. Najboljši športniki so naši. Bravo. A ne, res so naši. Znajo čustveno pristopati k temu, vejo, da so se potrudili, vejo, da so izgubili mogoče po kakšni napaki. Pa da enkrat na 4 leta sam olimpijada. Pa le, konc nas je 2 milijona. Pa le, kje smo? Jaz sem en velik, res en orang velik patriot slovenskega športa. Če je le možno te svetovne prvenstva, evropska prvenstva, ne zamudim naših tekem, pa ni to važno zaradi mene, če bi bil to balinanje. Vsaka stvar je velika stvar. Ti kaj pa nasplošno po Parizu, skaj hodil v času? Ja, lej, mi smo imeli te akreditacije, da smo bili pač del tega in si imel... Kaj pa Parižani, to so dihali s tem? Kak so si skaj menil, ali mi je šlo na živce, da imajo to v Parizu? Ne, Parižani niso bili... Vsaj jaz tega nisem podoživel, sem pa videl zadje Pariza, ki je bilo pa zelo mazan, videl sem tudi zelo veliko. To, kar nam niso pokazali. Ja, videl sem zelo veliko homelessov. To je ta žalost, ne? Ja, zelo blizu našega hotela, tako par 100 metrov, ne. Je bila tam ena hiša, kjer so delili hrano, ne, in tam je bilo vrsta, res orang vrsta. Mi, ki smo glih prihajali, mi smo prišli z avionom, z našimi vsem sponzorjem, ki podpirate olimpijski šport. Glej, sam to, bil sem tudi z njimi na parih tekmah, tako pač ne dobesedno tekmah, ampak smo se skozi družili. Tako da sem v bistvu ful vesel, da imamo take ljudi, ki tako razmišljajo in to podpirajo, ne. To so pač naše največja podjetja v Sloveniji. In lej, te direktori in direktorice in vsi ti ljudje so tako kamidla. A ne na koncu, itak so ljudje. Itak, ja. Mene je šlo bolj na živce, mogoče, da so nekateri drugi, kakšni športniki, res zvezdniki, se obnašali tako, it's me, myself and I. Pa koga si takega, lahko poveš, koga si takega? Ne bi glih dobesedno, ampak lahko ti pa povem, da je kar nekaj Američanov takih. To verjamem, ja, veš kaj, to so pa, mislim, jaz sem tako rekel, ne, to je stvar debate, recimo košarkaše, vem, da so mnogi, ne, malo v zobe, malo Lebrona, pa te, ne, ja, kao on, pa pogledaš njegov network, ne, pa pogledaš, za koga on velja, ne, gor dol, razumeš, pa se na vse zadnje, malo se pa lahko obnaša, ne. Malo se pa vse lahko obnaša, ne, ker meni so bolj problematični tisti, ki niso nič, pa se obnašajo, kot da so, ne. A veš, ne, je pa res tako, si ti rekel, ne, veličina človeka se vidi v njegovi preprostosti, ne, ampak mogoče imajo te velike zvezde, predvsem ameriške, že to ugrajeno not, da morajo imeti nek zid, ker če ga ne bi imeli, bi oboževalci skočili gor po njih. Mogoče je tudi to fora, veš. Se spomniš, ko je bil Magic Johnson v Splitu pred parimi leti? No, jaz sem bil tam. Jaz sem bil z njim. On je tako normalen. Čisto kuliran. Sam, ok, ja, jaz sem pač povedal svoje mnenje. Moram pa še drugo mnenje povedati. Veš, nam v Sloveniji se ne dogaja našim zvezdnikom. Si začala, ko zaspan zgledaš. Ja, dej gor očala. Da se ladaš dol, kakor hočeš. Ja. Našim Slovencem se ne dogaja tem zvezdam, da jih vsi zaustavljajo, prosijo. No, se je to, ne? To v Ameriki je. In tukaj mogoče imajo oni že nekako ugrajen ta obrambni sistem. Tako sem rekel, ja. Recimo Luka Dončić, sem 100%, da se on normalno giba in da mogoče se kdaj pa kdaj ostal, pa se kakšno fotko. Ampak tole v Ameriki, on bi znoro, po mojem, ne vem. No. Bi bilo fajn, da bi ga kdaj povabil, da bi ti mogoče to on povedal. To ni enostavno, veš. Ne? In pa rataš, pol mogoče deluješ, bom rekel, prepoteten, arogantneš, ampak ti že veš, zakaj moraš biti tako. Dvakrat nisi bil, pa je bil problem. Tako. Tako razmišljam, ne. Lej, olimpijske tako nasploh sem podoživel v... Pa čekaj, rekel si, da si bil kaj v ameriški reprezentanci? Ne. Bil sem, pomagal sem ukrajinski, pomagal sem japonski. Ja, večim si rekel, da si pomagal. Kaj kot nek, bom rekel, tale spin doktor, ali kaj ne reči? Ja, ne, določeni ljudje so v moji ekipi. Aha, bravo. In pač Hiroten, Stefani, Kuzja, Jayatek. Ja, pa te niso grdo gledali države, da si pomagal eni državi, pa drugi državi. Ne, ker so to vsi moji frendi. Vsi tvoji frendi, bravo. A ne, Katsuan, lani trener, pa Narumi. Mi smo dobri prijatelji, Ami, zmagovalka, najbolj si videl, da sem objavil
Super. Zdaj je bila na Slovaškem, čisti chill out, veš. Super. Se tudi za te plesalce je bil en zelo velik pritisk, te olimpijske igre. Hero recimo je izgubil, pa ga je pa Snoop Dogg objavil. In je za mene v bistvu naš hero. Pa Snoop Dogga si videl? Ja, živo si videl? Jaz sem bil zdaj prav, sem bil 3 metre stran. On je bil tako skostalni maskota teh olimpijskih iger. Ja, on je bil predstavnik LA. Smo ful plačali, da je prišel. Ja, $500,000 na dan. Svaka čast. Kdo ne bi? Ja, svaka čast. Ja, on je itak predstavljal LA. Ja. In lepo je zaslužiti tako v 2 tednih. Samo moraš biti pa Snoop Dogg, ker tak ne moš. Ampak to še enkrat, to mogoče za Slovence, ko si rekel, da žal jih ni bilo. Sem bil vsem presenečen, ker vem, da imamo par dobrih plesalcev, ampak da je bila konkurenca tako grozno huda, da ni niti en mogel zraven priti, ali tu smo premali narod, ali res so bili drugi boljši v teh kvalifikacijah, kot ne rečem. Tam, ko sem nastope videl, se mi niso zdeli vsi tako dobri, da pa zdaj par Slovencev ne bi mogli zraven biti. Ali pa se pa če smotim to. Prvo je, da moraš biti prisoten na čim večjih tekmah in nekega full supporta. Nimamo. Imamo pač neke donacije strani Plesne zveze, ki so majhne. Zdaj sem imel glih en dan sestank, pa sem rekel, da bo treba tole malo pojačati, glede na to, da je to edina olimpijska disciplina. Drugi plesi se žal ne morejo uvrstiti, zato ker nimajo ne akrobatike, razen mogoče akrobatski rock and roll. Sam kdo danes bodimo realni, koliko ljudi to gleda, koliko je rockabillyjev. Jaz sicer te scene ne poznam, pa jih ne spodbijam ali pa karkoli, da bi šel kaj proti temu communityju. Sam standard leti. Ne, to je brez veze. To kdo gleda? Misliš kaj, jaz sem gledal to zaradi lepih punc, ne? Ja. To sem gledal, pa verjetno akrobatski rock and roll, tukaj mogoče bi dal zeleno luč, ker je vse spektakel, veš, ker jih mečejo v luft, mogoče zagledati, ampak breakdance, breaking, karkoli, razumeš, je pa vse zgodba, ker je spektakel za videti in mislim, da tukaj se strinjam s tabo, če je gimnastika, je lahko tudi breakdance, a veš, in tukaj ni dileme, sem bil pa res šokiran nad parimi temi komentarji na slovenskem Facebooku, pa na državnih govorih drugih. Eni so podivjali, kot da bi jim nekdo mamo ubil, ker je breakdance na olimpijskih igrah. To mi je včasih fascinantno, da si nekdo neke stvari, pa ni zraven pri ničemer, da si tako k srcu vzame, zdaj, ker je pa breakdance, pa on ne bo več gledal olimpijade, ker kaj se zdaj mi gremo, kaj se zdaj zgodilo s svetom, da je zdaj celo neka tretja redela stvar, kot je breakdance del, in to mi je malo smer, bi rekel, glej, super, fajn, bom gledal, se bom zabaval, dobra muska je, mladina pleše, good vibe je, to me zanima, kaj je z ljudmi, da so tako podivjali, pa ljudje, ki nimajo nobene veze z ničemer, razumeš? Jaz bom tako rekel, ne vsak proba. Ja. Če je to tako enostavno, kot zgleda, to si dobro rekel, ja. Nimam nič proti mnenju, vsak ima svoje mnenje, tudi jaz imam svojega in imam pravico tudi jaz do svojega mnenja. Jaz nekako to tako gledam v redu, sprejemaš kritiko, vedno jo moraš sprejeti kot dobro, ne glede na to, je slaba. Bom pa čisto jasno, imel sem v življenju par izzivov, in eden od izzivov je, preden kdor karkoli kaj reče, naj proba, pa ko bo dojel, da je breaking izhod, en izhod, je isto, kot da bi ti na 1 kilometer laufu šprint. Toliko moči porab plesalec. Če ne verjame, vprašajte gimnastičarje, mi imamo še 3-krat huje elemente kot oni. To sem glih hotel reči, da plesati, breaking, ampak ne zdaj malo za hobi, dol, profesionalno. Ti moraš biti ena sama mišica dejansko. Ja, jaz te prosim, da najdeš posnetek kot Hero 10. Hero 10. Ja, Hero 10. Poglej si njegovo brzino, poglej si njegove trike. Alvin iz Venezuele, potem imaš, kdo je še od teh norih, Cuki iz Japonske. Poglejte malo, poglejte Tilna, koliko je eksploziven. Tilan je tudi zmagal Break the Floor letos z mešano ekipo. Tilan recimo 17 let investira, da bi bil del tega, pa del velikih tekem.
Mi nimamo samo olimpijske igre. Mi smo se zdaj Ja, to se dogaja. Če si rekel, da me spremljaš, ne, pa si videl, sem bil takoj na Nizozemskem, pa na Slovaškem. Sploh nisi doma, ne? Ja. Nisi doma, ne? Tako, zdaj drug teden sem v Italiji, pol sem v Švici, pol sem na Kitajskem. In tako, veš, mi tekmujemo za denar. To je profesionalni šport. To mi poveš, no? Kdaj je pa najbolj pametno začeti plesati, da se razvije dobrega? Jaz se dolg let nisem strinjal, da pod recimo 6 leti nisem hotel sprejemati učence, zdaj jih sprejemam. Ker sem videl, da če mulčki včasih gledaš, že lega pa dela. Včeraj smo imeli tako par gledalcev takih, to mali, brez strahu, gor pojma nimajo, grejo. In pa vidiš tako, kam je v bistvu ta digitalni svet pripeljal znanje, že otroka, ali pa neki vid, pa nima več strahu. Pa nam je bilo le tako, si imel pač nekaj si probal, pa si se tam udaril, pa tam, ampak si ustrajal, si vedel, da lahko, če nekdo drug lahko tudi ti, in je bilo tako zanimivo. Zdaj, ko so pa kakšni elementi, ne vem, tip se obrne na eni roki, 10 krogov na eni roki, mi temu triku rečemo real, ampak veš kakšen pritisk na ramo je to, kad ti celo težo premikaš, pa preskakuješ. Ena sama mišica, ne? Ne, tehnika. Ja, tehnika. In koliko je to ena energija, ali pa en headspin. A se mi zavedamo, da imaš ti na glavi cele svojo težo in ko vrtiš, je to krat 7 tvoje teže. In da ti vrtiš tako. Pa pol še drill narediš, spin. Kaj ga narediš. Vse si bil, ti si bil na break the floor. Trikrat. Ti si noro, mislim, da na zadnje, ko si gledal par teh fantov in punc. Tako si bil, what the fuck, sorry, besedi. Ne, se prav, itak. A veš kao, a je to možno? Ja, je. Zato tega nas pa to žene, zato tega ta zadeva napreduje. No pa, sem te preprašal, kdaj je pol najbolj pametno, recimo, ne vem, da starš pripelje? Jaz imam zdaj pogoj 5. 5 let? Ja. Kaj če priješ, nem star 20 let, si zamudil vse? Ne, kje? Nima veze. Še zmeram lahko pač mogoče. Sam ne boš pa top. Nikoli ne reci top. Lej, Red Bull zmagovanci star 40. Ja, sam je začel verjetno. Ja, on je že toliko let na sceni, ampak je šele pri 40-ih Hong Ten doživel. Bravo. Se pravi, pod 5 ne priporočaš. Mislim, na Kitajskem že z enim. Ti zvem, si videl zdaj 2 dni nazaj, ko sem. To nisem videl, ampak verjam, da tam pleše že stari par mesecev, se meče. Stari, jaz sem bil takole. Kva? V planicah, headspin, planičke. Zdaj, a so to fake naredili, pa da je mogoče malo starejši, pa ga zgleda. Ne vem. In pol gre v frize, takole. Jaz sem tako, ne. A ne? Ampak očitno imaš neke otroke. Jaz imam tudi v ekipe enega Kitajca, pa Japonca, pa Viktor, pa te, ki so stari, ne vem, med 8 pa 11, ki so norci, res so norci, tako med boljšimi na svetu. Ja, veš, kaj oni dela, ne? In pol tako gledam. Čakaj, zdaj že 1 let, 2 let stara mulc, dojenček. Ko mi je shodil, on že na glavi. Neverjetno. Drugače pa čuj, predno te bom pa še vprašal par drugih stvari na hitro ob koncu. Ti ima za en velik nov projekt, nekaj si ustanovil, nekaj si odprl zdaj, končno po vseh teh letih, in brez tega pa ne moramo tole zaključiti. Kaj si naredil zdaj? Neko šolo, ali kaj hodi, če si ti odprl svojo lastno blagovno znamko, ali kaj, da ne malo pojasni to. Kaj si naredil zdaj? To je glih to, kar ti govorim. Zdaj sem začel delati neko mednarodno ekipo, Funky Rockers Crew, to je pač že desetletje obstaja, Tilan je del tega, naš najboljši breaker, Jon, Viktor, ta iz Slovenije ima talent, Ukrajinc, ki je zdaj že Slovenc. Ne vem, čez poletje sem si rekel, pred poletjem, takoj po Dejanovem Break the Floor 8. julija, nikoli nam pozabil, sem rekel, veš kaj, zdaj pa je lepo, malo na dopust, Stelo pa Sara, mojima hčerama, sem pač oče samohranilc. Ker ti je samo ime, se drugače ne more biti. Po eni strani sem zelo vesel, da pač zdaj s puncem podoživljam drugo službo, ki se imenuje biti oče. Sicer smo zelo odsoten, sem pač čez vikende in to, ampak se trudim nadomestiti
vsako sekundo, ne, da sem pa z njima. In res nekako probamo uživati. No, in takrat sem rekel, zdaj bom pa izklopil in ne bom razmišljal do olimpijskih iger. Nič, in smo šli lepo na dopust, pač v drugo državo in sem se dejansko pač res sprostil. Pa olimpijske igre, pa sem šel spet malo na dopust za par dni z mojo novo prijateljico. O tem bomo v koncu podebatirala, ja. In nič, rekel sem, dovolj je bilo, bom rekel, nekega sodelovanja vedno sem nekako skušal dati ne 100%, ampak 1000% vsakemu klubu, s katerim sem sodeloval. In ja, nič, rekel sem, dosti je, zaradi moje pač neprisotnosti lani sem imel tudi kar nekaj upada, ampak tisti ta pravi so ostali, kar sem zelo hvaležen in sem zelo ponosen, pač, da so ostali z mano fanti in sem rekel, če smo funky rockers, bomo pa funky rockers do konca, biti neodvisni sami. In zdaj pač nadaljujem to zgodbo sam, z pač mojimi učenci, novimi, videli bomo, kam bo to pripeljalo. Ti si odprl še akademijo, si odprl, ne? Ja, pač namen te akademije je pravilno izobraževanje. Mislim, jaz ga vprašam, on razlaga pol ure, nekaj sam besede akademija ne uporabne. Mislim, Ja. to povej, ne? Ja. Skušam pač, sicer je to vse dobrodelno, ne? Skušam pač, ne vem, dati najboljš, kar sem se v vseh teh letih naučil. In po mojem sem edini trener z garancijo. In to bom zdaj tudi ven lansiral. Imamo super trenerje, Dejane, boljših, imamo Nakija, imamo Džeja, imamo Majka, imamo Uroša, Skulja, imamo Dejana Zečeviča, Zeko iz Prekmurja. Ampak moj funky rockers pa jaz smo pa edini, ki smo non-stop od zunaj. Sicer kakšni fanti se nam kdaj pridružijo in pač spremljamo to svetovno sceno in zaradi tega smo tudi mogoče next level v naši Sloveniji. Funky rockers smo drugač, mislim, da 7 ali 8 naslovov v 12 možnih, v 2 ali 3 disciplinah nisem imel svojih. In mislim, da ti to vse pove, kako delamo, ne da smo najboljši, ampak skušamo pač delati v pravo smer, biti konkurenčni in tudi, kar je najbolj zanimiv, mi z vsakim sodelujemo. Mi nimamo nekega hejta med trenerji, pa tako pa gor pa dol, ker pač jaz tega ne želim. Jaz se držim tega koncepta, da hip-hop ples združuje. Jaz imam tudi sotrenerja, ki je konkurenca, če mene ni, me ona domešča. In mislim, da je to edina pravilna pot, da pač vsi med sabo sodelujemo. Samo, zdaj pa, če malo pustimo ta breakdance in to ob strani, ne? Slišim, da si zaljubljen zdaj nekaj po novem. Ne? Lahko zvemo v koga, je to tajno, mislim, je to misteriozna zgodba, ali je to že, ker zdaj sem gledal njen story, sem danes gledal, ne? In je gor neka hrana, kak sta pekla, nekaj pripravljala in ti si noter tega, ne? Sem rekel, opala, zdaj že kuha z njo, ne? Pa recimo včeraj me je poklicala ona in si se javil ti, ne? Tako da neka zgodba se tu napleta, ne? In seksata verjetno že, to predvidevam, ne, da se samo ne gledata, ampak upamo povedati, kdo je to, ali je to z nekaj, če skrivaš. Ali... V bistvu počas to odpirava, oba dva so ful nekako srečna ali pa zadovoljna. Samo sabo, drug z drugim? Drug z drugim. To koliko traja to zdaj dolgo? Pa to je čisto sveže, to smo začela. Kaj, 14 dni ali kaj? Ne, po olimpijskih igrah se to zgodili in čisto random, slučajno, nekako se ful podpirava, en drugemu smo veliko. Prav nisi še na Facebooku napisal, da si v zvezi z... Ne, v razmerju sem dal, zato ker se mi zdi prav, da... Ne vemo pa s kom, ne? Ja, se je tudi ona dala. Zdaj že nekateri ljudje že vejo. Ampak povedal ne boš zdaj tu? Ne bi še razkril. Okay. Je pa lušna, veš, to ti pa moram povedati. Hvala. Jaz kot ekspert, ne, za ženske, moram povedati, da si to, kar bom rekel, zbral zelo lušno dekle, pa ne samo, da je lušna, ona je tudi zelo pametna. Ne. In zelo produktivna. To me pa skrbi, ne. Ker da te bom rekel, da ti bo začela težiti, ne. Ker je zelo pametna, te moraš paziti. Boš mogel blefirati, veš.
Ti si blefer, tudi znam blefer pri ženskah, rad nakladaš, ampak tukaj boš mogel paziti. Ne. Tukaj boš ti mogel paziti, ker te bo zgruntala takoj. Ne. Če kako že reče, vse, kar rečeš, pa s prstom pokažeš. Veš, ljudje se ne zavedajo. Ne? Zdaj si ti tako naredil proti meni, samo v bistvu, če zdaj to obrneva. Si v bistvu ti. Ja, drži. Drži. Ampak, kaj sem tako vprašal, da te ne heca preveč. No? Kako boš shendlo zvezo, resno zvezo, pa to, da si skozi potuješ okrog, pa da imaš to plesno strast, ki jo mora partnerka razumeti in ti ne teži. Ona je tudi po duši plesalka. Je tudi plesalka. Pevka. Aha, bravo. Ful lepo poje. Prisostvala je znani slovenskih, bila je pač večna, velika prisotna na sladici, kar pomeni, da je zelo R&B, soul, hip-hop usmerjena, ima rada to glasbo. Ekstra je ekstravagantna, svojo štimungo ima tudi svoje najboljše kolegice, kot Lara Brnot, pa Kaja, kreatorke slovenske. Tako pač, meni je ekstra ona. No. In me to v bistvu ful privlači. Si res zaljubil ti? Pa ne vem, sem se zaljubil, ampak vidi, zdaj, ko si razlagal s takim žarom, bi skoraj lahko bil potrdil, da si se zaljubil. Lej, če mi je tako usvojen, jaz sem zadovoljen. Super se mava, všeč mi je tudi, da so me njeni otroci sprejeli in moje 2 hčere njo. Super. Prijateljujemo, počasi se spoznavamo, ko so te priložnosti sicer zelo malo. Ampak lej, nekako. Počas pa previdno. Počas, tako. Ti, pa to mi še povej, če smo res na teh mal porednih temah ob koncu, ne, če smem. Ne. Pa dej, ne. Pa ne zdaj konkretno o tebi, ampak breakdance in seks, ne? Verjetno koristi, ne? Ko že rečejo, tiskamo ritem, ima tudi kaj drugega. Vse je to, ne? Vse je to, ne? Ti, kaj pa mogoče, da zaključim na bolj zabaven način, Fredi Miller, naš moj prijatelj. Kolega, a veš, ne? On je bil vrhunski, ta Electric Boogie, ta pop in velemojster, ne? Tudi na jugoslovanskem smislu. Ne? Ja, on je bil 4. ali 5. Njega pa nisi učil? Ne, vse pa poznava iz teh krogov. To je se prav spomnim v Beogradu. Mislim, da je bil Fredi 4. ali 5. v Electric Boogiju. Moram povedati, da v tistih cajtih je bil on hardcore. Je bil res dober. Ja, je bil top. Ne? On je imel ta waving. To, kar še zdaj rad pokaže. In lej, jaz sem ga vedno spoštoval, tudi polke, pač s to glasbo vam prodal, bil igralec. Vsakič, ko si se srečala, smo imela vedno neko pozitivno mnenje. Veš, vse to je fora, ne? Pač jaz nek svoj tekmovalni ego, pa to, kako se je mogoče ljudje ne vejo, pa bom tudi končno enkrat v eter povedal. Jaz sem šel čez veliko sranja v življenju. Ne? Meni je bilo lahko in danes sem vesel, da sem vse take stvari preživel. Bile so tudi psihično naporne, kot ločitev in vse to skupaj. Mislim, ločitev, nisem bil poročen. Ampak je stresele v bistvu vse 4. Ne? In vse veš, kako rečejo, da ti je težko, če se selaš nekam daleč, ali pa če ti nekdo umre, ali pa ločitve, pa tako naprej. Ne? In smo imeli pač neke drame v življenju, ki smo dali čez, pa še predhodno ni nam bilo luštno, se veš, vsak se bori za pač preživetje. In danes sem vesel, da sem vse to dal čez in da danes lahko pozabim na te neke ego tripe in ta mnenja. In nekako sem se odločil, ko se je rodila Stela, moja pred 16 leti, da bom začel spreminjati sam sebe in še danes gradim in bom večni učenec. Želim biti dober človek, predvsem to, vsem pomagati, če je le možno. Tudi moja mama je sodelovala s Caritasom, pomagala v vojni v Jugoslaviji, velikim beguncem in tako naprej. In v bistvu je prenesla to na nas otroke, na moje sestro, mene, tudi moj polbrat, pa moj foter. Moj foter je pač v tej vojni tudi prisostvoval zelo močno, je bil 3-krat težko ranjen, 2-krat lažje. Tako da smo neke stvari res v življenju preživeli in jaz sem pač ponosen na to, da sem
danes, da si lahko v bistvu na neki način rečem, da sem normalen človek, ki hodim z nekim flowom in imam samo eno srečo v življenju, da res delam v službah, ki imam rad. Ki imaš rad. Ti, kdaj si pa nazadnje jokal? Ni dolg, ker sem Pa zakaj? pokopal sem svojo babico, stara je bila 96 let. No, tu smo zelo blizu, to je bilo lani poleti. Lani je bila pa moja. Ja. In takrat v bistvu so me nekako čustva izdala. Imel sem glih še pač, po domač povedano druge pizderije, ne. Kot so, ne vem, pač te razhodi in s temi hčerkami. Vse to počasi se navajam in pa še ta udarc. No, ne, v bistvu letos sem strica zgubil, ki mi je bil zelo blizu, Adi, pred kratkim, par mesecev nazaj. In prejšnji teden teta. Na svoj rojstni dan. Iz Avstralije, tako da, ja. Ne, smo družina z mamine strani in s fotrovi, smo ful povezani in smo res tako. Ker meni je recimo bilo grozno, če to smem, ko je babica šla, jaz sem imel izjemno rad, to je bila moj človek. Jaz sem imel pa nonata. In sem imel govor na njenem pogrebu. In jaz, ko sem vedno govorec, ko ne rabim nikoli nič, razumeš, to je bilo nekaj najtežjega, res, da je bilo veliko ljudi, ki so bili bolj naši, ampak nikoli si nisem mislil, da bom to naredil, pa da me ona ne bo poslušala, ampak bom mogel v nebo ji reči. Mislim, da je bila zelo ponosna na ta moj govor takrat, ampak to je bilo grozno. Ej, tako ti jim rekel, vse smo ljudje, ne? Točno smo tak, vsi krvavi. Točno krvavi pod kožo, Samo, zdaj pa čisto na koncu, imaš pa ti možnost, da mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli želiš, in potem zaključiva. V bistvu, izvoli. Ne bom te vprašal, ampak ti bom zaželel. Ok, bravo. Ja, bravo. Jaz te ne poznam osebno toliko dobro, mi se pač poznava, jaz sem prvi za tebe slišal, ko si eno kritiko dal na glasbenem področju Mene in Geno, kot tu Brothers, nikoli nam pozabil. Upam, da sem kaj fajnega napisal. Ne, zelo lepo si, nisi nič, kaj pretiraval. To mora pa dolgo nazaj biti že. Ja, to mislim, da se pogovarjava v letu 96, 97, to je že skoraj 30 let. In si tako, mi smo naredili ta featuring s Kalifornijo, Meni je Kalifornija, in si tako napisal, da pač ne glede, da Gena ni Slovenc, da je izdol iz Kosova, si lepo pač napisal, da lepo izgovori, ampak da še tist melost njegovega jezika malo pozna noter. Vse to je res staro, nisi nobene take črne kritike dejal. Druga stvar je pa ta, v tem stavku omenjena, v bistvu je, stari, ti bi mogel iti na eno malo bolj komercialno televizijo in biti to, kar si, mogoče, ja, vem, da si pač na erotičnem področju zelo močna oseba, brez dlake na jeziku. Razen kadar ližem, Ja. Sorry, oprosti, kar nadaljuje. V bistvu ti preželim eno tako pogovorno oddajo, mogoče ta podcast, da bi nadaljeval nekje drugje, tako kot ta roast, veš, ki ga je imel Lado Bizovičar, nekaj v tej smeri, pač, da se odkrito pogovarjamo o ljudeh in z ljudmi. Tako da tukaj ti res želim, da pač najdeš to svojo nit, in da ti uspe. In mislim, da te imajo ljudje radi, kakor jaz te pofollovam včasih ali pa stokam, kako se to zdaj po domače reče. Nisi edini, ampak dobro, pustimo. Ja, vidim, da imaš kar veliko bazo oboževalcev, tudi na mednarodnem področju, tako da tudi tukaj, sicer na erotičnem najbolj, ampak glej, to je pač tvoja misija, nadaljuj, sej, a je v erotiki kaj slabega, Ni. Čist nič. Če dali več dobrih stvari. Ja. Zdaj pa tako, imam pa eno vprašanje. Aha, sem vedel. A boš povečal družino? Zdaj iz 0 na 1, misliš, kaj? Ne, a nimaš žene? Ne? Mislim, otroka nimam še. Nobenega. Kako ne? Ne, kdo pa je moj otrok? Z katerega si mislil, da je moj otrok? Imaš pa ženo? Ne. Pa sem pa jaz malo zabluzil. Jaz sem bil pa
100%, da imaš otroka. Za kjerga? Ne vem, v glavi imam. Nekaj povej mi, kjerga, da vidim, če je moj slučaj. Pa niti ne vem. Ne? Ne, ful bi ti zaželo, da imaš družino. No. Družino. Ja, zdaj, Zdaj, na stara leta. Mislim, si nisi star, jaz pa ti stara. Ja, to je res. Ja. Imam pa psa. Pomerančka, jaz imam črnega. Tudi psa, pa imam tudi muco. Mislim, mačka. Jaz imam muc več. Ne? Ja, dobro, pustimo. Ja, družino bi si mogel ustvariti. Misliš? Ja, ne mislim, vem. Ja. Ker dobiš mogoče malo drugačen pogled, ful ti da neko stabilnost, drugače razmišljaš in že moraš biti bolj stabilen zaradi otroka. Ne? Da bi šel iz 0 na 1, praviš ti. Kar direktno 2. Ja. From zero to hero. Ja, ne, from zero to 2, kar je na dvojčka. Nič, samo. Čakaj, zdaj bo pa začel. Ne? Okay, da izvoli. Da sem rekel, da imaš 3, ne? Pa nisi hotel izkoristiti. Daš pokazal, kaj breka. Koliko časa si dava, čez 1 let se dobiva. Glih hotel sem na koncu, da bi imela plesni challenge, ne? Ampak je problem, ker je nedelja, ne? Pa ker si zelo bogi, ne? In te ne bi rad osramotil pred javnostjo, ker nekaj moraš vedeti. Ne? Jaz sem naštudiral vse Ozonove in Turbotove move, ne? Tudi tistega z metlo slovitega, ne? A veš, tistega, ne? A veš, ne? Ne? Tako da ne bi preveč pameten, ne? A veš, ne bi preveč pameten, ker ko jaz zaplešem, se zemlja ustavi, ne? Zato pa raj ne plešem, da ne bi pokazal, kaj znam. Veš kaj bo? Ja, kaj bomo naredila? Break the Floor 2025. Da prijem gor, pa pokažem, kdo sem na kaj. Exhibition Battle. Pa tu, če ne vstanem nikoli več, ne? Ne, nič break. Ja, popping greva. Popping, okej. Ja, to, okay. Si rekel Ozon. Sam se bo še smešal, ker jaz plešem z metlo, ne? Lej, jaz sem z metlo že plesal. Jaz pa znam ženske, ki z metlo letajo. Odgovor. Sprejmaš ali ne? Ziv. Exhibition Battle, to ni tekmovanje. Pokaži, kaj znaš. Si ziher? Mora se zdaj nam zgoditi. No, da ne bom... Da je to ovekovečva, da je to v bistvu pokličeva kar vse medije, da prije to posnet. Pa grem čim prej zdaj še vse te break filme pogleda, da se še malo dodam znanja. Še jaz ti pomagam. Kakšno ura, 2, 3, lahko ga čez. Dejan, če tole gledaš, gledaj no zajebo, ne? Dejan, drug let, Break the Floor, 3 minute. Exhibition Battle. 3 minute, da se sogrejem, čakaj, da se sogrejem, ja, 5 minut. Versus OG Samson. Let's do it. Drugače pa samo, jaz tudi tebi, ker si tako prej meni lepo povedal, ne, želim ti, da ti ta akademija, ta solo projekt zalaufa tako kot treba, da bo v Los Angelesu seveda znova olimpijada, da ne bojo to skenslili in da boš tudi ti tam z enim slovenskim predstavnikom, da boš nadaljeval to svoje poslanstvo, ki je morda še večje in še bolj pomembno, kot si sam misliš, ne? Ker ogromno otrok, glej, danes so otroci zašli s poti, so na internetu, so na igricah, so na telefonih, zabredajo hitro v alkohol, v droge, v pizdarije. In ples je poleg športa zagotovo ena izmed velikih stvari, ki otroke in mladino z tega ven potegne. Še posebej hip-hop in breakdance, to sta taka dva, ali pa hip-hop kot celota, to je ena taka kultura in tak ples, ki ga imajo mladi zelo radi. In poznamo ogromno zgodb, otrok, punc, fantov, ki so zašli že v osnovni šoli v neprave zgodbe, neprave družbe in jih je ravno ples, ravno hip-hop potegnil, inspiriral, navdihnil, da so postali nekaj, da so nekaj v življenju naredili, še ne drugega, da so dobili en dober hobi, ki jih je potegnil stran od računalnikov in slabe družbe. Tako da to nadaljuj, to je tvoje poslanstvo, zato si na svetu. Hvala. Razvajaj svojo novo dekle, katerega ime naj ostane skrivnost. Jo bom po intervjuju tudi poklical in ji povedal... Manja. Kaj? Zdaj pa ne ugotavlja. Manja? Ma dobre joške. Eno poznam Manjo s velikimi joškami, plejboja v zajčico. Dobra, ko streja. Mogoče ona. Manja, če si ti z njim, ne, se me pa pazi, ne. V glavnem, da nadaljujem, ostani faca še naprej. Tudi jaz tebe, ne, bom rekel, vedel sem za tebe, nisem te pa osebno videl velikokrat in mislim, da smo si dala prvič roke na tem Break the Floor. Vedel sem pa, da s vajn pep, ne.
In to lahko zdaj tudi uradno, potem le človeku, ki je res za kamero, ne, dobro, mogoče za kamero smo vedno malo narejeni, ampak mislim, da ta moja YouTube zgodba ni narejena, ampak je dosti iskrena, zato se tudi takole po domače pogovarjamo, tudi viš, da ni teh katov pa bližnjih planov, da bi ustvarjal neko dramo, neke umetne momente, filmske, ne, menimo se tako smo, ne. In lahko rečem, da te štejem v svoj krog top 100, ne, top 100 posebnih ljudi. In če se prebiješ pa v top 10, pa si imamo punco tvojo deliti, ne? Tako da to ti odsvetujem. Dobro, da sem 11. Samo, hvala ti lepa. Hvala za povabilo, ostani takšen, ker si, ker edin to je tvoja pot. Hvala lepa. Televizije, hiter. Peace. Upam, da se je posnel, pizda. Čakaj, ima, si predstavljaš? Ja, ja.